Dober dan vsem. Napravimo zdaj vajo z magnetno silo. Torej, imamo en proton, ki pride v magnetno polje in pride notri v magnetno polje z eno hitrostjo, ki je pravokotna na magnetno polje. In zakaj je važno, da je pravokotna? Ker ta formula F je enako E v B, da jakost sile prav ta velja, če hitrost je pravokotna na magnetno polje. Če bi bila hitrost usporedna s silnicami magnetnega polja, bi bila magnetna sila enaka nič, je ne bi bilo. Če pa hitrost tvori določen kot z silnicami magnetnega polja, imamo neko vrednost, ki je manjša od te. Torej, pride pravokotno magnetno polje. In na njo deluje magnetna sila. In magnetna sila je, vemo, da je pravokotna na hitrost in torej povzroča, da elektron delec se giblje po krožni tirnici, torej enakomerno kroži z določenim polmerom R. Torej, mi poznamo maso protona, naboj protona, gostoto magnetnega polja, ki nič več nič 2 Tesla, ta polmer kroženja je 2 cm in se vprašamo, kolikšna je hitrost. Torej, F je E v B. Pri enakomernem kroženju pospešek je V na drugo vlomljeno R. Tukaj imamo drugi Newtonov zakon. F je M krat A. Namesto F damo E v B. Namesto A damo V na drugo vlomljeno R. Imamo M krat V na drugo vlomljeno R. Krajšamo en V. Ker mi tukaj zdaj iščemo V, moramo dati proč M in R. In torej pomnožimo enačbo z R vlomljeno M. Tako ta R uniči ta R in ta M uniči ta M. In nam ostane samo V. Tukaj imamo EB, ki ga moramo pomnožiti s tem. Torej EBR vlomljeno M. To je hitrost. Sedaj damo tukaj naboj protona 1,6 nič krat 10 na minus 19 kulomb. B, gostota magnetnega polja nič več nič 2 Tesla. Namesto Tesla sem dal kilogram vlomljeno sekunda kulomb. In to, zakaj dam prav to, vidimo na koncu videa. Krat polmer je 2 cm, ampak mi moramo dati standardne enote, torej metre. 2 cm nič več nič 2 metrov. Vlomljeno masa protona, ki je 1,67 krat 10 na minus 27 kilogramov. Torej, tukaj kulomb krajšam s kulomb, kilograme s kilogrami, mi ostanejo metri vlomljeno sekunde, torej metri na sekundo, kar je prav. Tukaj imam vse te številke, 1,6 nič krat nič več nič 2 krat nič več nič 2 vlomljeno 1,67 in posebej dam potenco 10, 10 na minus 19 vlomljeno 10 na minus 27. Ja, in torej tukaj, kaj naredim z eksponentom? Minus 19 minus 27, minus 19 plus 27 je 8, torej 10 na 8 metrov na sekundo. Če izračunamo z žepnim računalnikom vse to, dobimo 3,83 krat 10 na minus 4. Sedaj še 10 na minus 4 krat 10 na 8 je 10 na 4 in sem dobil to vrednost. Jo lahko napišem malo lepše. 10 na 4 je 10.000. 1000 metrov na sekundo je kilometr na sekundo. In imamo 10 krat 1000. Še en 10, torej ta 3,83 krat 10 je 38,3 kilometrov na sekundo. Sedaj za konec še, od kje sem dobil ta kilogram vlomljeno sekunda kulomb. Torej, F je E v B. B je F vlomljeno E v. Ali pa lahko napišem F vlomljeno E krat 1 vlomljeno V. Torej, sila se meri v newtonih, naboj v kulombih. Tukaj imam ena vlomljeno hitrost, torej bom dal sekunda vlomljeno meter. Sedaj še hočem razviti ta newton, torej dam posebej sekunda vlomljeno kulomb metri. Newton, iz drugega Newtonovega zakona, vemo, da je kilogram meter vlomljeno sekunda na drugo. Pomnoženo s tem, torej sekundo se krajša, meter z metrom se krajša in dobimo kilogram vlomljeno sekunda kulomb, ki je prav to, kar sem tukaj uporabil. Tako, prosim, všečkajte in opišite se. Hvala.